Kako pravilno delati angelske priprošnje? To je vprašanje, katerega sem dobila in jaz in angeli se definitivno veselimo, da ti lahko danes odgovorimo. Definitivno jaz verjamem, da bo zdaj tole video učenje zelo izboljšalo zate angelske komunikacije, zato ti predlagam, da definitivno temu video učenju prisluhneš čisto do konca. Pri angelskih komunikacijah gre malce drugače kakor pri drugih stvareh v življenju. Ljudje so ponavadi zelo naravnani na to, da imajo zelo radi sistem in zaporedje. To pomeni, primer, če si hočeš skuhati neko slastno jed in da bo ta jed čim bolj podobna taki jedi, kakor jo znajo narediti profesionalni kuharji, a ne, potem ljudje zelo radi kupijo knjige, kjer imaš noter toliko sestavin, v takem zaporedju, v takih gramih, kilogramih in ne vem česa, še vse moraš dati in potem moraš kuhati toliko dolgo časa in tako naprej, da dobiš na koncu neko slastno, neko dobro jed, s katero so vsi zadovoljni, a ne. No, zdaj ti pa moram povedati, da dostikrat pri angelskih priprošnjah gre zadeva nekako podobno oziroma ljudje hočejo delati podobno. Vedno iščejo ljudje načine, da bojo pravilno izgovarjali angelske priprošnje, zato da jih bojo angeli slišali in zato da bodo tudi ustrezno lahko odgovorili. Pa bi ti danes rada majčkeno povedala, da je tukaj navigacija drugačna oziroma da je res definitivno velika razlika med neko kuharico ali pa med angelskimi komunikacijami. Veliko ljudi je v nekih knjigah, se ne pravim, da je s tem karkoli narobe in tako naprej, ampak veliko je ljudi v nekih knjigah prebrali, da je treba angele na točno tak pa tak način prositi za pomoč, da jim je treba reči točno te pa te stavke, da je treba reči v točno tem in tem zaporedju in tako naprej. Jaz bi te danes rada majčkeno preusmerila na neko drugo, nek drug pol komunikacije, ki ti bo prišel tebi osebno bistveno bolj prav, kakor če slediš nekim utečenim sistemom. Moraš nekaj vedeti. In zdaj bi ti rada povedala, kako angelske komunikacije, priprošnje, reči temu, kakorkoli želiš, okej, kako tečejo. Duhovno energijo, okej, najbolj prebujaš tako, da si v stiku s sabo in da si v stiku s svojimi čustvi in da imaš veliko frekvenco ljubezni, katero lahko zbudiš v svojem srcu. To je tisto, kar prikliče angele, okej. Dosti ljudi proba zbirati prave besede, pa nekaj preberejo, pa grejo točno zaporedju, ampak zadaj pa ni, razumeš, nekega čutenja. Moraš vedeti, da je duhovna energija zelo močna energija in da ima sedež definitivno v tvoji duši. In duša, vedno se to pa verjamem, da si že slišala, govori skozi srce. In ti za angelske komunikacije, če ti hočeš res poslati v neko priprošnjo, angeli pomagajte mi in tako naprej, rabiš blazno zbuditi to srčno frekvenco. In to srčno frekvenco mi ne prebujemo vsi na isti način. Razumeš? Torej, ne čustvujemo vsi na isti način, ne izražamo čustva vsi na isti način. Razumeš? Tako da danes bi ti definitivno zdaj rada podala par načinov, da lahko razmisliš oziroma začutiš, katera angelska komunikacija je zate najboljša oziroma je najboljša pot do angelov zaradi tega, da se ti bojo res lahko odzvali. Okej? Angelske priprošnje grejo tako. Morajo biti zelo prilagojene individualno tebi. In zdaj takole, jaz bom povedala par idej oziroma par stvari, kakor vem, da ljudje nekako komuniciramo z angeli, ti boš pa mogoče za sebe še kaj drugega razmislila oziroma se spomnila, začutila, ne. Angelske priprošnje se morajo delati na tak način, da tebi lahko najbolj spodbudijo pristen čustveni stik s sabo in s tem seveda tudi z angeli. Primer, če ste nekateri, ki zdaj tole poslušate, nagnjeni k temu, da izražate svoje čustva tako, da pišete dnevnik, to pomeni skozi pisanje, da pišete misli, da pišete pisma, da vodite dnevnike, potem je za vas najbolj idealen način angelskih priprošenj, da začnete angelom pisati pisma.
Ali pa da recimo, če vsak dan pišeš svoj dnevnik, pač imaš svoje misli, karkoli se ti že dogaja, da na koncu napišeš še neko angelsko priprošnjo, mogoče recimo za naslednji dan. Tisti, ki ne marajo pisati, v tem primeru ne bi bilo fajn, da zberejo to metodo, zaradi tega, ker ne bojo mogli priti v globok čustven stik z njo, razumeš? Če si oseba, ki rada govori, da se rad pogovarja z ljudmi, da izražaš svoje čustva, rabiš veliko nekega pogovora in je veliko, razumeš, komunikacijskega polja preko tvoje grlene čakre, je za tebe najboljše, da se usedeš in rečeš, Angeli, a veš kaj, meni se pa danes nekaj dogaja, a mi lahko prosim pomagate in našteješ, karkoli že želiš, tako kakor bi to povedala prijateljici. Nekateri ste bolj miselni tipi, radi razmišljate o stvareh, zakaj se vam je nekaj zgodilo, zakaj ste to občutili, zakaj se nekaj pržgal in tako naprej. Za vas je najbolj, da se z angeli pogovarjate telepatsko. Nekateri ste blazno v stiku s svojimi čustvi oziroma s svojim čustvovanjem na način, da opazujete okolico, ne. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko iščete neko potrditev za sebe, vedno pogledate neke znake, pa gledate v filmih, pa če kaj srečate zunaj, pa če nekdo nekaj reče, zelo radi opazujete zunanji svet, zato da lahko dobite neke notranje odgovore. Za vas je potem najbolj pametno, da delate angelske priprošnje in jih prosite, da vam odgovarjajo preko znakov. Torej, zanima me to pa to pa to in opazuješ, kaj srečaš. In potem se vprašaš, kaj ti je ti spomenil in iščeš naslednji znak, dokler si ne sestaviš zgodbo. Nekateri ste blazno naravnani na številke. To pomeni, da vedno, ko se nekaj sprašujete, ste mali matematiki, vam jaz pravim v glavi. To pomeni, da vedno potem vidite neko številko, se pa nekaj spomnite, se ta v bistvu rojstni dan prihaja, pa v bistvu ta datum prihaja in tako naprej. Kar pomeni, da lahko delate priprošnje in dobivate nazaj komunikacijo od angelov s pomočjo številk. Razumete? In vam to recimo blazno veliko pomeni. Tako da jaz sem zdaj zbrala mogoče neke take najpogostejše metode, kako ljudje dejansko pridejo v stik sami s sabo. Ampak jaz bi rekla, da katerakoli izmed teh tvojih metod je tista za tebe, jo začni zdaj uporabljati, ampak skupni imenovalec recimo vseh metod je pa v vsakem primeru vedno meditacija. Kjerkoli tip že si, ali bolj govoriš, ali bolj greš znotri, pa bolj razmišljaš, ali bolj iščeš znake in tako dalje. V vsakem primeru je meditacija tista, kjer lahko vse te komunikacije zbereš in jih še poglobiš. Tako da, ko se gre za angelske priprošnje pa tako naprej, mogoče včasih pogrešam, da bi ljudje vedeli, da si je za to treba vzeti čas in da je treba iti, kar meditacija seveda je, v globok stik s sabo, zato da lahko maksimalno, odpreš te srčne frekvence, in tam na svoj način torej prikličeš noter angelske priprošnje, pogovore z angeli, kakorkoli že temu ti zdaj rečeš, a ne. Tako da v tem tednu, ki zdaj prihaja, bi ti rekla, zdaj nekako se bližamo 5.5., ko je mednarodni dan priprošenj, molitev in angelskih priprošenj seveda in tako dalje, da mogoče angelsko komunikacijo pozabiš na vse, kar si se učila, pozabiš na vsa ta pravila in daj probi narediti po svoje. Daj probi narediti po svoje in daj pej ta teden v komunikacijo, ki je tvoja in individualna. Mogoče je nekdo izmed vas, zelo radi, začute sebe preko dotika, a ne. Jaz sem čakaj, kako se te bo pa angel dotikal? Saj si lahko daš roke na prsni koš, pa na tak način, razumeš, sama sebe podpreš in potem narediš angelsko priprošnjo. Skratka, probajte delati na individualni način, ampak vprašanje za tebe je, kje najbolj lahko čustvujem, kje sem najbolj v stiku s svojimi čustvi. In na isti način, razumeš, preko tega uvedeš, torej na isti način tudi angelske priprošnje. Probaj zdaj to narediti, torej prilagoditi, ne slediti nekim pravilom, ki mogoče tebi niso pisane na tvojo energijsko kožo, ampak narediti na tak način, pa boš videla, da bo tudi hitreje prišlo do tega, da se povežeš z angeli in boš tudi imela občutek, da dobivaš odgovore nazaj. Seveda pa ne pozabiti, seveda tudi meditirati na to temo.
Ne pozabiti na to, da 5.5. Ob mednarodnem dnevu priprošenj, ko bojo po celem svetu delali ogromno priprošenj, jaz takrat pričakujem, da bojo te portali tega zelo močni. Tudi mi organiziramo prelepo meditacijo, res pa ful lepo darilo dobite zraven angelskih priprošenj, ko to si lahko pogledaš in z angeli potem načrtujem še, če so že vse dobre stvari, še 2 dogodka. 29. maj, angelske številke. Toliko ljudi me sprašuje o angelskih številkah, ne tisto, veš, kaj pomeni tvoj ime pa tvoj rojstni dan. Ne bom učila tega, ampak na edinstven način bom učila eterično numerologijo, kako lahko preko nje komuniciraš z angeli, kako lahko to ti nekaj pove o tvojih hišnih ljubljenčkih, kako dobiš znake iz narave s pomočjo te eterične numerologije. To je čisto nova stvar, spletna delavnica, enodnevna, posnetek je tvoj za vedno, tako da poglej si, 8. junija pa prihaja, tega se pa zelo veselim, tečaj angelskih komunikacij. Za vse tiste, ki bi radi izvedeli še več stvari in šli poglobljeno in našli ta svoj stik z angeli, toplo priporočam, da se čez poletje družiš z mano in da se pridružiš temu lepemu tečaju, ki je res izjemen. Skratka, poglej si vse te lepe angelske stvari, ki prihajajo, in jaz ti želim definitivno, da najdeš ta stik z angeli, ker jaz vem, da so zagotovo ves čas okoli tebe in da te imajo še mogoče veliko bolj radi, kakor si ti sploh predstavljaš. In to si definitivno zaslužiš. Do naslednje video učne vsebine te lepo pozdravljam, lepo se imej in čao.